Hvala lepa. Hvala lepa za povabilo. Težko si je predstavljati vlogo prava, ki ga ne krona tudi pravičnost. Pravičnost je vendarle cilj in smisel vsake pravne akcije, na drugi strani pa pravičnost tudi zagotavlja obstoj družbene skupnosti. Težko si predstavljam, da bi Slovenija, naša skupna domovina, lahko obstala, če ne zagotavlja pravičnosti in enakosti vsem svojim državljanom, obenem pa tudi vsem svojim predelom, vsem svojim regijam. Ne glede na to, kje kdo živi, mora imeti enake možnosti. In te enake možnosti morajo biti stvarne, take, da mu omogoča potem vsestranski razvoj njegove osebnosti in tudi seveda vsestranski razvoj njegovega podjetniškega duha, bom rekel. Kajti ne smemo pozabiti, ko smo v začetku 90-ih let prestopili iz enega političnega sistema v drugega, ko smo zapuščali sistem zaprte totalitarne družbe in ko smo prišli v sistem odprte demokratične družbe in bila to tudi družba, ki je vsaj na ustavni ravni, na načelni ravni priznavala najširši možni spektr človekovih pravic in temeljnih svoboščin. O temeljnih svoboščinah smo kar nekako nehali govoriti, nanje smo pozabili, čeprav slovenska ustava neločljivo povezuje oba pojma in govori o obeh pojmih hkrati, kot tudi vse druge mednarodne deklaracije z tega področja. Ni si težko predstaviti, zakaj je prišlo do takega stanja, kajti če so bile nekatere človekove pravice priznane tudi v prejšnjem političnem sistemu, pa gotovo v njem niso bile priznane nobene temeljne svoboščine. Zato je prav, da se osredotočimo tudi na ta pojem in se zavedamo, da se moramo v ospredje postaviti temeljne svoboščine in se vprašati, ali jih imamo ali jih še nimamo, in se je poiskati tudi ozadje vsega, ki nas napeljuje k temu, da si za to prizadevamo. To je pa pravičnost. Pravičnost in spoštovanje človekovega državljanstva in njegov razvoj. Naj povem še nekaj misli znanih avtorjev, denimo znameniti francoski pisec Frédéric Bastiat je prav ob vprašanju razmerja med zakonom prava in pravičnostjo dejal takole. Takole je porekel. Zakon je pravičnost in pod zakonom pravičnosti, pod vladavino prava, pod vplivom svobode, varnosti, trdnosti in odgovornosti bo vsak človek prišel do svoje prave vrednosti, do resničnega dostojanstva svojega bitja. Samo pod tem zakonom pravičnosti bo človeštvo počasi, o tem nobenega dvoma, toda zanesljivo doseglo načrt za urejen in miren napredek človeštva. In naj povzamem še misel antičnega pisca Plutarha. Plutarh pa je dejal: razumnost in srčnost sta med ljudmi precej redki vrlini, toda najredkejša od vseh je pravičnost. Vendar pa sam menim, da je med nami, med Slovenkami in Slovenci, dovolj razumnih in srčnih ljudi, ki imamo radi vse možnosti in ki želimo to redko vrlino pravičnosti ponovno uresničiti in jo postaviti na tisto mesto, ki v družbi pripada. Kajti, šele ko bomo prišli do pravične države, bo vsak človek prišel do svoje prave vrednosti in tudi do resničnega dostojanstva svojega bitja. Pravična država je namreč človekoljubna in vsakemu posamezniku omogoča njegov razvoj, njegovo zadovoljstvo, pa tudi pošteno plačilo za pošteno delo. Ko bomo to dosegli, bodo tudi naši načrti in cilji izpred 20 let izpolnjeni. S tem pa bodo tudi postavljeni trdni in dovolj dobri temelji za družbeno blaginjo
naša naloga je, da si prizadevamo, da to tudi v bodoče dosežemo. Hvala lepa. Pa še nekaj bi dodal. Sam sem danes med vami ne zato, da bi vam se oglašal z tega mesta, ampak predvsem tudi zato, da bi vam prisluhnil. Da vam prisluhnil, kaj boste povedali v nadaljevanju v odprti javni tribuni, da spoznamo konkretne primere, do katerih lahko pride v resničnem življenju in ki postavljajo tudi pod vprašanje uresničevanje pravičnosti v naši družbi.